Pozdravljeni, z nami je Bogdan Žanut, predsednik sekcije za motorna in osebna vozila pri Trgovinski zbornici Slovenije. Bogdan, salon drugo leto bo. Kdaj in kako in kje? Avtomobilski salon bo prihodnje leto, in sicer v Celju od 8. do 17. maja 2009. To je bila odločitev, skoraj enoglasna odločitev voznikov in distributerjev osebnih avtomobilov, združenih v Trgovinski zbornici Slovenije. Bodo navzoči vsi zastopniki vozil oziroma znamke? Po predprijavah, ki jih imamo, bodo navzoči skoraj vsi, ne moramo reči vsi, vendar je zanimanje izkazalo več kot 90% vseh uvoznikov. Bodo zraven tudi motocikli ali lahka vodostavna vozila, motobum ali kaj podobnega? Celjski sejem želi malce preurediti prireditve, ki jih imajo sicer, in sicer bodo v okviru tokratnega sejma predvideno je, da bi bila razstavljena tudi lahka tovorna vozila in da bi potekla tudi razstava motociklov ali tako znano kot motobum. Je že poznana tudi cena vstopnice? Ja, cena vstopnice bo 6 evrov. To je zelo atraktivna cena, prav gotovo, ki nižja kot na marsikatero drugo, kot za druge prireditve in naj bi tudi pripomogla k temu, da bi dosegli obisk, na katerega, ki ga načrtujemo, to je 100.000 obiskovalcev. Prireditev bo trajala 10 dni. Kako to in koliko obiskovalcev pričakujete? Kot rečeno, pričakujemo, da bo prišlo 100.000 obiskovalcev, ravno zato je prireditev raztegnjena na 2 vikenda. Predvsem zaradi tega, ker pokazalo se je, da večina obiskovalcev ima nekaj več prostega časa ob sobotah in nedeljah in bi na ta način lahko lažje obiskali prireditev. So pa k temu, da bi dosegli čim večji obisk, namenjeni še drugi ukrepi, ki se pripravljajo, sploh dogovori z prevozniškimi podjetji oziroma železnico z javnim prevozom in organizacijski ukrepi na področju samega celjskega salona. Bogdan, zakaj ne Ljubljana, zakaj Celje? Na osnovi razpisa, ki je bil narejen za to prireditev, se je pokazalo, da ponuja celjski sejem boljše pogoje za izvedbo take prireditve. Ocenjevalo se pa predvsem velikost prireditvenega prostora, organizacijske sposobnosti in pa možnosti parkiranja oziroma parkirni prostor, ki je na voljo. In vemo, da je v Ljubljani precej omejen. Gospod Žanut, lepo hvala za te informacije.